Spoštovane novomeščanke, spoštovani novomeščani, jaz bi rad danes najprej izrazil iskreno sožalje družini in svojcem preminulega v sobotnem napadu. Hkrati bi rad izrazil tudi sožalje celotni skupnosti, ker je izgubila cenjenega člana skupnosti, predvsem pa je izgubila tudi občutek varnosti. Danes sem že poudaril, da razumem, da danes vsi čutimo bolečino, čutimo jezo, čutimo tudi strah. Da so te občutki popolnoma razumljivi, ampak nas kljub temu ne smejo zapeljati v maščevanje, ne smejo nas zapeljati v pozive k oboroževanju, ampak smo ravno zaradi nedolžne žrtve vsi skupaj dolžni, da ta trenutek uporabimo za to, da rečemo dovolj in presekamo sedanje stanje. Sedanje stanje, ki ni nastalo čez noč, ampak je plod dolgih desetletij zanemarjanja te problematike. In danes smo dolžni, da to enkrat zavedno presekamo. Jaz sem hvaležen županu za današnji sestanek. Sestanek je v bistvu predpriprava vladne ekipe, zato da bomo v torek lahko prišli z konkretnimi predlogi, s katerimi bomo, verjamem, da radikalno posegli na nekatera področja, ki se do sedaj niso obravnavala na ustrezen način. Kot konkreten ukrep lahko povem že to, da je že danes v enem delu prišla v Novo mesto okrepljena ekipa policijska, jutri bodo ekipe popolnjene, prišli bodo policisti iz drugih krajev Slovenije, prišla bo posebna enota policije, vse z namenom vzpostavitve ne samo reda in miru, ampak predvsem varnosti pri vseh občankah in občanih. To je prvi korak, nikakor ni edini. Popolnoma se zavedamo, da brez radikalnih posegov ne bo šlo in naši ukrepi bodo šli natančno v to smer. Kako te policiste, ki bodo prišli do jutrišnjega dneva v Novo mesto, tudi pravno okrepiti, da bodo lahko svoje naloge uspešno opravljali. Jaz sem odraščal v krajih ob meji z Italijo in se dobro spomnim, koliko časa je v Italiji trajalo, da je parlament njihov sprejel učinkovito zakonodajo za boj proti organiziranemu kriminalu, po domačo mafiji. Žal sta bili potrebni dve smrtni žrtvi, da je prišlo do tega premika. Mislim, da je danes dolžnost vseh politikov v Sloveniji, da smrtna žrtev, ki se je zgodila pri vas v Novem mestu, ne ostane za manj in da ta smrtna žrtev postane katalizator tudi pri nas v borbi z kriminalom, v tem primeru v romskih naseljih. To je naša zaveza in to mora biti naš skupen cilj celotnega naroda. To ne more biti stvar samo ene občine, samo ene pokrajine, še najmanj pa to ne more biti stvar političnih strank in političnih preigravanj. Zato bi jaz rad še enkrat izkoristil to priložnost, pozval vse politične voditelje, da enako kot župani stopimo skupaj in poiščemo tisto pot naprej, ki bo dala najboljše rezultate, zato da bomo lahko vsi, v celi Sloveniji, tudi na Dolenjskem, tudi v Novem mestu, spet živeli v varni družbi. Hvala lepa.